Dober dan, gospod Nanut. Za začetek, kako zdaj po teh prvih vremenskih težavah poteka sanacija? Ja, po teh prvih vremenskih težavah smo napeljali dvojne vode za odvajanje potoka Tojnice iz lokacije nad vdorom teh onesnaženih gasilnih voda do lokacije, kjer se spušča ta voda v potok Tojnico v Staro Strugo. To je bil prvi korak in zdaj nekje v teh razmerah stvar dosti dobro funkcionira, ker ena črpalka nam stalno laufa, eno črpalko imamo pa kot za rezervo in tudi v primeru, če se gor vodno od Tojnice neko deževje pojavi, imamo neko rezervo za povečan pretok. Danes zjutraj smo dejansko začeli za sanacijo, tukaj v zadaj se vidi, da fantje pač strugajo dol ta mulj in ga tiščijo proti cevi, ki sesa ta mulj in ta mulj potem gre v avtocisterno in iz avtocisterne ga damo v rezervoarje. V tistih rezervoarjih, kontejnerjih bo ta mulj počakal toliko cajta, da bomo mi dobili ustrezna dovoljenja za odvoz tega mulja na sežig v Avstrijo. Torej tudi ta napovedana neka deževja za prihodnje dni ne bi smela zaustaviti ali pa kakorkoli ovira del? Samo odvisno od obsega tega deževja. Če bo deževja majhno, bom tako rekel, če bo malo vplival na Tojnico, naj ne bi imeli velikega vpliva. Če bi pa deževje bil tak, kot je bil v soboto, nedeljo, v tem primeru pa siguren nam ostal vse, nam tudi pokvar dinamiko in za opremo imamo probleme in vse. Tako da dejansko smo pripravljeni na vse, sicer v tem primeru bomo mogli določene zadeve ustaviti, izključiti, se umakniti in pač počakati, da ta zadeva mine. V tej prvi fazi je po načrtu sanacije predvideno čiščenje približno 100 metrov Tojnice. Ribiči s tem niso pretirano zadovoljni, pravijo, da bi bilo treba celotno Tojnico do izliva in še naprej v Ljubljanico. Je to v nekih planih ali po vaših ocenah ne bi bilo potrebno? Lejte, mi smo to sanacijo nekje zastavili na osnovi analiz mulja pa vode Tojnice, ki so bile narejene v preteklem obdobju. Zato smo nekje začrtali zadevo na način, da najbolj obremenjen del očistimo in s tem nekje omogočimo, da samo čistilna sposobnost narave sama naredi, bom rekel, končno fino čiščenje, če se tako lahko izrazim. In mi računamo na to, da bomo to grobo čiščenje, rekel, tega mulja realizirali in s tem omogočili, da bo to fino čiščenje pač narava naredila. Ta vprašanje je bil še... Kako pa prihodnje dve fazi? Ja, prihodnji dve fazi pa računam tako. Zdaj prvo fazo smo mogli zelo na hitro narediti sanacijski program, zato ta druga in tretja faza nista bile tako detaljirane. Zdaj že v prvi fazi smo mi zelo veliko pripomb dobili na naš sanacijski program in računam, da bomo potem, ko bo ta del sanacije realiziran, ko se bodo vzeli vzorci muljev, pač vzorci muljev se bodo vzeli tam, kjer bo zahteval ARSO, vzela jih bo pooblaščena organizacija bo naredila tudi analize in potem, ko bomo imeli rezultate teh analiz, je čas, po moji oceni, da se pogovarjamo o realizaciji druge in tretje faze. In takrat računam, da bomo dobili vse tiste, ki imajo danes take in drugačne predloge za drugačno izvedbo sanacije za eno mizo in da bomo našli neko rešitev, ki bo za Tojnico najboljša in ki bo tudi nekje, rekel, ekonomsko vzdržna. Ta moment je tudi za nas normalno pomemben in časovno se nam tudi ne bo toliko mudilo, ker do zdaj so te analize trajale ponovadi več kot en mesec. To pomeni, da od dne, ko bodo povzorčeni, en mesec bomo mi imeli časa, da se v miru pogovorimo in takrat bo tudi obdobje, ko bomo rekli, že v september šlo, ko ne bo več toliko ljudi na dopustu, da se bo dejansko lahko uskladilo te različna stališča. So bili dopusti problem, da ste imeli težave najti strokovnjake, ki bi vam pomagali pri pripravi sanacijskega načrta? Ja, ne samo dopusti. Dejstvo je, da se taka sanacija izvaja prvič v Sloveniji
in tudi iz tega vidika marsikdo ni bil pripravljen iti v Žerjavcu po kosta, ne? Ker dejstvo je, da bomo videli, kakšna bo uspešnost te sanacije, mnenja so tudi zelo različna, ne? Mi seveda računamo na vse najboljše, da bo sanacija imela take posledice, da bo pomagala naravi, da bo potem dokončno očistila ta potok, vendar mnenja so različna in mi računamo, da bomo za drugo fazo sanacije pač ta mnenja lahko uskladili prej, preden bomo dobili odločbo. Prej ali slej boste prišli tudi do tega, da se boste pogovarjali in načrtovali sanacijo samega objekta. Vam je že kaj jasno, v katero smer boste šli, obnova, novogradnja? Ne, mi bomo na vsak način šli v sanacijo, to je obnova tega objekta, mi bomo objekt postavili v popolnoma takih gabaritih, kot je zdaj, po enakih načrtih in enostavno v skladu z zakonom o gradnji objektov računamo, da ga bomo letos že realizirali. Seveda, za prvo fazo imamo mi že finančno odobritev, to pomeni strani lastnika, to je za tekoče odpadke, medtem ko za drugo fazo bo pa finančna odobritev oziroma odobritev projekta celotne sanacije mora pa še odobriti pač lastnik. Že imate vsaj približno oceno, kolikšna je bila dejansko škoda za Kemis v tem požaru? Glejte, zavarovalnico tudi še nismo prišli do konca, tako da dejansko podatka o neki dejanski škodi dalje vam še ne morem dati. Približno čez palec niste od včeraj v tem poslu? Ne, nisem od včeraj v tem poslu, sam lahko vam pa povem, da je bila investicija v ta objekt 8 milijonov. Ne? Še eno zadnje vprašanje. Vrhničani nimajo Kemisa več najbolje zapisanega, vztrajajo na teh zahtevah, da mora Kemis ven iz občine. Kako se boste še tega trdega oreha lotili? Ja, to je sigurno eden od najtrših orehov. Mi bomo poskušali z nekim strpnim dialogom se pogovarjati z vrhničanimi, z vsemi zainteresiranimi stranmi in tudi z našim dejanjem, kot je tudi tale sanacija potoka Tojnica, dokazati, da smo dejansko odgovorni, ne samo lastniku, tudi vrhničanom, tudi našim poslovnim partnerjem in da bomo te stvari speljali tako, kot je treba. Seveda računamo tako kot na neko lojalnost, bi pa mogoče izpostavil še to, da je zelo se to uveljavilo, da so vsi vrhničani nekako proti. Jaz sem dobil v zadnjem obdobju kar nekaj klicev, ko so mi določeni ljudje z Vrhnike povedali, da pač oni niso za to, da se Kemis zapre, ker ve, da smo bili prej dobra firma, da se nam je ta nesreča zgodila in da niso takega mnenja, kot je en del Vrhničanov, vendar v čem je največji problem? Največji problem je v tem, da tisti, ki so proti, tisti so zelo glasni preko civilnih iniciativ, medtem ko tisti, ki jemljejo to Kemis kot eno od podjetij, ki se pač ukvarja z ravnanjem z odpadki, kot neko dejstvo, ker nekdo pač se s tem mora ukvarjati, tisti pa niso glasni, ne hodijo na razne proteste, ampak enostavno jih ni. Jaz računam, da bomo prišli do neke točke, ko se bojo tudi tisti vrhničani, ki niso proti Kemisu, oglasili in na glas povedali določene mnenja. Hvala. Srečno. Nismo samo za ta del. Polnice niso bile presežene vrednosti 70%. Tako mi lahko točno kaže, da potok je vodstvo in se početka voda valila v vodstvo in se početka